Pozabil sem obrniti kamero. Takole. Živa. Živa. Hello, how you doing? Lepo pozdravljeni, dobro večer. Prvo MTBC Live v 2018. Prvi, Wow. šparali smo se zate. Mislili smo, da bo Unior Tools Team, kot smo jih poznali doslej, prej objavil svojo ekipo za 2018. Objavili so jo danes, tako da imamo na Prešernov dan prvi MTBC Live 2018. Drugi razlog je pa, da iščemo sponzorja za MTBC Live. Tako da, če ima kdo ful denarja, ali pa pozna koga, ki ima ful denarja, trzenje afna mtb.si, ki vam pa je zdaj live na računalniku, da zraven spremljam, kaj ti na koncu bo imela nagradno vprašanje. Lega, predsednik kolesarskega kluba Ravne na Koroškem je prišel. Nagrada. Bicycle Mechanics, knjigica od Unior Tools. Live iščem jaz, da računalniku gledam, še trenutek, evo naja. Live, to je to. Živo grejo. Živa. Tukaj v zadnji sva nekaj snela, ki je bilo narobe znamke, tako da ima prazno ozadje. Imamo zdaj tega. Pa tega ne malo, ja. Kaj še lahko dava gor? Ne, še To to. je to. Ja, čakali smo do 8. februarja. Vem, tudi mi. Za res čist tehnične težave niso bili resi prav čas narejeni. In toliko enostavno je bilo to. Torej, ekipi slovenski, profi mountainbike ekipi, zdaj slovensko-kanadski se reče Unior, Poševnica, Da Vinci Factory Racing. Tako. Združujemo dva programa, Unior Tools Team, kot smo ga poznali do sedaj. Tudi večina tekmovalcev v Spustu in pa Tanja in Kevin in Filip prihajajo iz te ekipe. Združujemo z Enduro programom, ki ga je imel Da Vinci, oni so se imenovali Da Vinci Global Racing. Zdaj smo vsi pod eno streho, skoraj vsi enaki sponzorji, nastopali bomo dokaj enotno z izjemo oblačil. Pomagali bomo en drugemu na dirkah, kjer bo to seveda mogoče. Predvsem je pa glavna povezava, je pa pač menedžer od ekipe, Enduro ekipe je tudi naš prva tehnična oseba za ekipo, za tovarno. Tako da vse informacije, kar se koles tičejo, grejo prek tega človeka. Bomo šla še v podrobnosti organizacije, je majčka še topla? Majčka ni še topla, to je zasluga Anžetu Furlanu, seveda, tako kot vedno. Kaj mu nisi rekel ti kontra naredik, da bi na MTBC Live bilo prav napisano? Nisem pomislil. Damn. Bomo morali posebno serijo narediti. Decembra ste se objavili, da se postavljate v treka, že od jeseni se je govorili, pravzaprav ne, se je že konc sezone 2016 govorili, ne, v najožjih krogih, ne. Ok, to zares ni prišlo od nas. Ja. Konec 2016 smo bili še čist, smo sklenili pogodbo s Trekom, podaljšali in zares ni bilo nič tam. Vem, da se je začel govoriti okoli Whistlerja, pač to je bilo takoj po Mont-Saintenu, takrat smo se dobili z Da Vincijevimi ljudmi v Mont-Saintenu. In nekdo vas je opazil, pa ne. Jasno, ne. Ja, ampak zares je bila zadeva, se ni tako hitro razpletla pa zaključila, kot je mogoče imel kdo občutek. Je bilo treba vsem veliko detajlov določiti, razrešiti. S Trekom je bilo super, 8 fantastičnih let, konec koncev rezultati, ki si jih nismo upali sanjati, ker smo začeli ekipo delati. Bicikli so super, ampak pač bil je čas za naslednji korak. Bistvena razlika je tle, da imamo tle smo zdaj mi prva tovarniška ekipa. Mi smo tisti, ki dobimo vse, kar je mnoga in najboljšega iz tovarne. Pri Treku ste bili 2. do 3. Pri Treku smo bili, ja, po rangiranju zihar, po rezultatih včasih prva, ampak pač vemo, da to ni zadost. Če imajo tovarniško ekipo, imajo pač tovarniško ekipo, vedno smo spoštovali to, ampak tako se je pa zdaj obrnilo. Ampak vseeno, Trek je velik brand, Da Vinci je dosti manjši brand, ampak vseeno fabrška ekipa biti kjerkoli. Ne, super, mislim. Razen pa kakšni res garažni filmi, ki ti ne more dati, ne. Tako. Je velik, ne. Ja, Da Vinci je
Ne vem, koliko ima v prometu, v primerjavi s Trekom, vem, da ima Trek milijon pa pol, ne, koliko naredi že milijardo pa pol prometa, ne, neke bolane številke. Da Vinci je majhen, je pač relativno majhen, ampak nimajo pa tako široke palete, tako da se kolesa, ki jih naredijo, se zelo fokusirajo na njih in je za njimi zelo velika razvoja. Na to, kar so pa oni najbolj ponosni in kjer je tudi naša prva stična točka, je pa lastna izdelava. Ne vse, ampak še vedno zelo veliko koles delajo sami. Imajo tam prvo v Kanadi, severno od Mont Saint-Anne, imajo tovarno, švasajo aluminijaste okvirje, tako kot se od nekdaj. Zelo hitri so, kar se prototipov tiče, zelo hitro lahko kaj spremenijo. Tudi te Wilsoni so tam se švasani. Prav niso marketinška znamka, ne? Delajo. Ne, mislim, veliko delajo, seveda imajo tudi marketing, ampak delajo, sami delajo kolesa. In to zelo zanimiva, tudi njihova cela firma je zelo zanimiva, še vedno je en lastnik, družinska firma, ne pretiravajo. Kar se tiče pa tekmovalcev, je pa vedno samo od njih slišiš, najprej bomo za tekmovalce poskrbeli in to je njihova mantra, tovarniška ekipa je pač tovarniška ekipa. Mont Saint-Anne bo vaša domača dirka? Tako. Domača dirka, Peca bo domača dirka, Mont Saint-Anne bo domača dirka. Bravo, tudi do Endura še pridejo. Tako. Ne moramo ločiti znamke Da Vinci od duha Steva Smitha, ki lebdi nad nami. Zagotovo, mislim, s temi rezultati, ki jih je naredil, pa mislim, da še bolj s svojo osebnostjo. Jaz sem z njim samo enkrat govoril, ampak sem slišal pa v njem take stvari, da mislim, da ga imajo vsi bolj v lepem spominu zaradi njega kot Stevija, kot pa zaradi dejansko teh zmag. Sicer so bile fantastične, ampak on je bil res neka izjema znotraj tega downhilla, mogoče nepričakovan, glede na to, kakšen je izgledal, pa kakšen vtis je dajal. Je bil osebnostno zelo drugačen, zelo super človek. Ja, se zavedamo tega, ne skušamo ga niti kaj nadomeščati ali karkoli takega. Pač enostavno neka nova zgodba se zdaj začenja, zgodba z njim bo postala. Dejansko po uni sezoni, ki je on umrl, lani ni bilo tovarniške ekipe, ne? Ja, je do konca 2016 ekipa laufala, potem pa 2017 pa ni bilo. Gremo na organizacijo, rekel si, Enduro ste dobili, Enduro je zelo ločena ekipa, ti niti nisi menedžer Enduro dela, usklajujete v bistvu Unior je sponzor Unga in izmenjava. Unior in Da Vinci oba sta sponzor obeh ekip in razen za oblačila pa čelade, kjer imamo ločene sponzorje, so vsi ostali sponzorji enaki za obe ekipi. Organizacija je v bistvu dokaj enostavna. Bastian iz Da Vincija, ki je vodja ekipe, ima mehanika in ona dva vodita Enduro ekipo, Damiana in Kigana. In so v bistvu, Enduro je pač manj zahteven z vidika supporta in so pač 4 na vsaki dirki in to je to. Skupaj z nami usklajujejo seveda tekmovalni program, zelo velikim bomo seveda v Sloveniji pomagali na Peci, pa teh organizacij avto pa prevozov bomo pomagali, bomo tudi skupaj kupovali avte oziroma najemali. Mi pa seveda vodimo naš program naprej, se pravi celoten downhill, cross country, svetovni pokal, vse kar je nižje rangiranih dirk, AXS, slovenski pokal, Unior Downhill Cup, vse kar ima ta Kevin pa Filip, ki bosta več full crossa dirkala, vse to je pa še vedno pod nami. In znotraj te zgodbe, ki je bila Unior Tools Team, rajdove, še vedno Tanja tista svoja podzgodba, ne? Tako je, Tanja ostaja v ekipi, smo zelo veseli, da se je odločila nadaljevati to. V bistvu nekih prv pomislekov niti imela, pol, ko smo razjasnili, kako je s kolesi. Super, veseli smo, da je ostala. Ločena je pač, njen program je toliko ločen, zato ker je pač specifičen trening in ker so od neke dirke, ki jih ima sama, tako da to bo letos itak vse na glavo obrnem, ker začenjamo s svetovnim pokalom, tako da gremo na slepo v Južno Afriko praktično, ampak zares grejo vsi, tako da nimamo kaj. Potem ima slovenske, pa italijanske, pa avstrijske dirke, potem pa v bistvu svetovna pokala in potem smo pa skupaj do konca sezone. Drugi del sezone smo pač skupaj skozi. Če bo kdo kakšno vprašanje nekaj ustreli, par smo jih dobili že, ko smo objavili.
da bo Grega tukaj danes zvečer. In eno takih je Primož Gams, predsednik kolesarskega kluba Ravne na Koroškem, je vprašal, če je bila kakšna možnost za Vida Peršaka, mogoče da bi prišel vzeti to močno slovensko factory ekipo. Čisto po pravici povedan, ne. V trenutku, ko smo se začeli pogovarjati, sem pomislil na Vida, ampak Damien je že imel pogovor z Da Vincijem že odprej. S Keeganom so se pa zmenili, še preden smo začeli zares se karkoli konkretno pogovarjati o tekmovalcih. In 2 tekmovalca so hoteli imeti in zgodba je bila zaključena. Tako da, iskreno povedam, čisto točno, zakaj so Keegana izbrali, ne vem. Zdaj, ko sem ga spoznal, je super človek, divji na kolesu, tudi v spustu je zelo dober, v Novi Zelandiji, državni prvak aktualen. Tako da, vrhunski tekmovalec Vida, seveda, vsi ga spoštujemo in vsi mu prvoščimo, da bi prišel neko res orang ekipo, ampak žal z letos, pa tudi naslednje let, ko so 2-letne pogodbe, to pač ne bo mogoče. Matej Mijošek, Bled Bike Festival, zanima ga denar, budget? Poslovna skrivnost. Dej, no! Ne, to je enostavno. Je višji kot prejšnjo leto, ampak ne bom pa... Mislim, nismo blizu niti te velikim ekipam. Tako da Santa Cruz pa kakšne take stvari so... Kaj je bistvena razlika tam? Ni več ekip, mogoče so ljudje bolj plačani, te, ki delajo, ampak so tudi tekmovalci plačani, ne? Bistvena razlika so plače pa tovornjaki. Ja. Če imaš tovornjaka, rabiš šoferja, se pa rabiš imeti enega človeka samo za tovornjak voziti, pa tovornjak pač stane, kolikor stane, nimam pojma. Pa če imaš pač minarja ali pa Gvina, ima pač $500,000 plače. In mi pač nimamo. Vi imate pa približno enega človeka v podpori na enega tekmovalca, tako je pa to. Mi imamo, se mi zdi, dokaj fair pa razumno vse skupaj organiziran, tudi z finančnega vidika. Je bil pa tudi eno od točk, ko smo se takoj z Da Vincijem strinjali, da ne bomo šli v neke ekstreme. Ne bomo imeli tovornjakov, ne bomo šli na ne vem kaj. Keep it small, ja. Moramo biti racionalni in dati tekmovalcem dober support. In to je to. Rajš imam v bistvu enega človeka več, kot pa, ne vem, še nek 3 metre večji šotor ali pa karkoli. Grega Brnoc sprašuje, če bomo Jureta Žabika videli na Enduru. Na domači dirki verjetno zihar, ne. Golub Trails Enduro, Slow Enduro for Fun. Sred maja, ne. Datum, ja, pogledajte v koledarju. Ja. Na uni dirki menda ja, drugače pa niti ni planiran. Brihta ne bi smel, ko preveč pozna treve. Ja, pa še malo po golfovni. Ne, zares zaenkrat ne planiramo nekih, saj ne RS-ov, ima že itak zelo natrpan program. Verjetno bo tudi kakšne Ajaxe se spuščal, zato ker enostavno svetovni pokal je pa svetovni pokal, ima tudi svoj davek po svetovnih pokalih, sploh če so en za drugim, so zmatrani in tako je to. Naš urednik Uroš in pa Tine Zupan oba sprašujeta, kako je s kolesi za Tanjo. Da Vinci je vsem bolj gravitacijski brand, vemo, da ima kolesa za spust, kolesa za enduro, marsikaj ima. V krosu pa niso toliko znani, ne? Zdaj Trdaka sem gledal, je kar zgleda, ampak Fulija pa nima programa, ne? Ja, ne, absolutno. Da Vinci je sigurno, kot si rekel, gravitacijsko usmerjena znamka in tudi v prihodnje kaj tazga pričakovati od njih, da bo imeli 10 različnih cross-country koles, ne gre. Vuki, ta karbonski hardtail, ki ga ima, je vrhunski izdelek, ga Tanja že testira. Super zadovoljna je z geometrijo, res je ustreza, tako da to je se vse super poklopil. Za Fulija ga pa že imamo v pisarni, je prvi še med tem, ko smo bili zdaj na pripravah, nismo še škatle odprli. Je kolo, ki ne bo v prodaji in ga bomo testirali, če bo ok, ga bo dirkala z njim, če ne bo ok, pač ne bo dirkala z njim. Je vsem malo več s Fulijom dirkala lani kot s hardtailom, ne? Ja, je vsem več dirkala, je pa tudi to res, da je lansko leto Fulij ful boljš ustrezal glede geometrije. Pa seveda, itak Fulij naredi svoje, tudi na tehničnem terenu je, ampak se zna pa peljati v hardtailu. Ko smo glih pri kolesih, opisala sva Vukija, v spustu je pa to Wilson. Wilson.
Več ne smeš povedati, baje. Je sive barve, to ste videli na slikah, bo drugačne barve za dirke. Ni pa zdaj sistem vzmetenja ostaja tak, je bil DV-Link, to ima... Ga pa ta trenutek ne najdemo, Google ga ne najde ta trenutek tega, kar boste vzeli, ne? Wilson je na spletni strani od Vinčija. Vse slike, ki ste jih vi tudi, ki ste jih dan danes ven, so od spredi, ne? Ja, ena je malo pod kotom. Jaz bom rekel, pojte v Lošin, pa boste videli. Počakamo na april, ne? Tako. Ok, toliko o kolesih. Druga oprema, ostajate na Sremu, kar je vaša zgodba še naprej, Ja, že to je super, dolg to časa. je fantastično, ker tle je Sram in RockShox, ne. RockShox sploh je, Sram je pač super s vrhunske komponente, ampak RockShox je pa zdaj nas vključil v Black Box program, tako da... Prav to je Grega Brnot zdaj vprašal, od Srema, Srem ostaja. In fantje bojo dobili support direkt od RockShoxa, se pravi glede tuninga. Že zdaj je en tehnik od RockShoxa prišel v Sanremo na priprave in so že zdaj zelo optimizirali za vsakega posebej kolo. Grejo pa fantje zdaj še na neko drugo lokacijo, kjer bo imel RockShox posebej camp za vse tekmovalce in bojo, mislim res, pričakujem, da bojo po teh 10 dneh imeli kolo naštiman, tako kot če nikoli v življenju. Ata Cestnik nekaj sprašuje, ste bom še prej vprašal, ampak važna sprememba pa je gume Maxxis in pa Raceface železnina. Tako, gume so itak ključen del, to je pač najbolj kritičnih delov v spustu in tudi cross-country konec koncev. Tudi stvar občutka, ne? Seveda, Maxxis, kar smo zaenkrat probali, se super obnese. Mi smo bili v začetku prva leta Union Tour Steama, smo že bili na Maxxisu, pa smo bili zelo dolg let Švalbetam, smo bili super zadovoljni, ampak zdaj smo pa spet na Maxxisu, vrhunske gume, prvi testi odlični, čakamo pa še res na vse modele, pa sploh na cross-country gume, da še tanja vse sposobno. Še eno vprašanje bo Grega, tako po mehanik. Glede to, da ste šli iz treka na Da Vinci, mehaniki so bili bolj povezani s Fun Sportsom pa s trekom? Anže Pečar je glavni mehanik, bo z nami na vseh dirkah in on je tisti, ki je zdaj v bistvu ne samo mehanik, ampak prevzema tudi malo organizacijsko vlogo, kar se samega naročanja tiče, organizacije vse opreme in se super odnese. Iskreno povedano, dokončne odločitve za drugega mehanika še ni. Imamo, radi bi imeli enega za celo sezono, kar je pa zelo težko z vsemi temi fanti, ki so bili do zdaj izvesti. Tako da bomo v naslednjih 14 dneh upam, da to dokončno razrešili in zastavili končno ekipo. Dobra pripomba Janeza Cestnika. Tine Markovc, direktor ekipe, kličemo ga tudi Vinček, ne? Tinček Vinček, Vinček Vinči, Ja. Da Vinci. Nisem pomislil, ampak ja. Veste, če ne. Da Vinček. No nickname. Da Vinček. Barvo vozil je vprašal Uroš. Jaz sem odgovoril, v Evropi modra, v Ameriki rdeča. Beli kombi z nalepkami. Imamo že dizajn pripravljen, ga še usklajujemo zadnje podrobnosti. Bo črno-modra kombinacija. Ampak v spodnji pa bel kombi, če je to pomembno. Kdaj bomo videli v Sloveniji nove člane? Bo kakšna predstavitev, kot lani ne? Ne, predstavitve take, ker lani ne bo, bomo naredili pa za vsi downhillerji bojo prišli za Access Maribor, bojo že kakšen dan prej tukaj. Po dirki v ponedeljek se gre na ogled tovarne, bojo prišli tudi določeni drugi tekmovalci, v bistvu povabljeni so vsi, ki so na Uniorju in pričakujemo kar nekaj ljudi. Popoldne pa v Ljubljani kakšno furanje, pump track, kakšne take stvari. Cool. Tako bolj, zelo tako neformalno sproščeno furanje. No? Se veselimo. Gremo malo čez te nove tri fante. Ja. Dakota Norton, Dak, Ja. v rdeči barvi na fotografijah za ameriški trg. Če kdo ni vedel, Unior je za ameriški trg rdeče orodje. Tako, za ameriški in kanadski zdaj. Ja. To je pač zgodba, ki se nam je zdela zelo posrečena. Če že imamo ameriškega tekmovalca, ga damo v rdeče oblačila. UCI dopušča zdaj, da so tekmovalci med sabo različno oblečeni, kar se nam zdi super in prav.
tako da on je izjema v rdečem, drugače pa, kaj ne rečem, zelo zanimiv fant, do zdaj privatnik, ki je mogel v določenih trenutkih res dobesedno prodajati domače stvari, da je lahko šel na dirke. Toliko se je angažiral, da je na koncu dobesedno se preselil v kombi, šel v Tennessee in tam dela in živi in trenira v Windrocku. To je bike park od Neko Molalija. Skupaj trenirajo tam, veliko stvari delajo na način tak, da se mi lahko marsikaj naučimo. Jaz pričakujem zares od njega pravim vsakmo, ja. Ali se bo obal ali bo pa prišel na podiju. Ima tak zelo divji način vožnje, pripravljen je vse narediti in bomo videli, kako se bo obnesel na dirkah. Upam, da preživi sezono. Upam, da preživi sezono, ampak me zares ne skrbi toliko, je pa hiter, no, tako da bomo videli. No. Mislim, da vsi trije skupaj, in on, in Rudi, in Jure, eno drugega lahko jemljajo veliko. In če bojo pustili en drugemu, da se učijo in da sprejemajo ne samo tehnične stvari, ampak tudi kako pristopati do kakšne stvari, imajo lahko vsi trije zelo veliko tega. No. Tako da so si med sabo različni, ampak se pa dopolnjujejo marsičem. Je pa že kar znan tekmovalec v Ameriki. Tako je, bil je četrti na državnem. Reprezentant je bil v Kerensu. Tako, na Kerensu je sicer padel, tako da je pač tekmoval 14. v Val di Sole. 14. pa Val di Sole, ja. Tako da je ambasador za rdeče orodje. V Val di Sole je on izlomil prejšnjo kolo, dobil novega, praktično brez nastavitev prišel v Val di Sole, bil 14. Verjetno bil tudi v Lencerhajdu, je bil še boljši, pa mu je guma počela, je z defektem se vrgel čez unta zadnji skok dol. Kako je to preživel, ne vem, ampak pač je. Tako da. Uroš pa Tine sta oba spraševala za polno zmeteno kolo za Tanjo. Vse bo v redu, pogledajte si posnetek. O Damjenu Otonu in Kiganu Wrightu te prav veliko ne bom spraševal, ker nista direktno pod tabo, ne? Ampak zanimivo, Kigan, kot si rekel, za dirka tudi spust, a je možno, da se pojavi tudi nekakšen svetovno pokal? Da. Val di Sole je praktično zagotovo. Se pravi, bo malo drugačen dres v vašem šotoru? Seveda, ja. Odvisen je zelo veliko, kaj se bo zgodilo na državnem prvenstvu, ker ga bo imel, mislim, da je 24. februar. Tisti, ki je državni prvak, ima praktično zagotovljeno mesto v reprezentanci. Čeprav je še v septembra, ampak pač tako delajo. In če bo državni prvak, bo skoraj zihar not in potem bo mogel pač dobiti malo kilometrine. Tako da polet bo med enduro dirkami nekaj časa preživel v Evropi. Tako da Val di Sole praktično smo že zmenjeni, bo tam. Če bo pa še kakšne dodatno, bomo pa videli, kako se bo takrat pač šlo. Sta pa oba zelo posrečena, zdaj smo bili en teden skupaj, zelo profesionalna. To bil Camp Sanremo, ne? Tako že omenila, nismo še. Slike so tam nastale. Tako je. Super tereni za testirati downhill kolo, malo manj za enduro kolo, ampak smo veliko potegnali od tega, tako da razen to, da je bilo mres, je bilo super. Ne? Damjen je pa kar legenda že endura, ne? Ja, mislim, da je to zdaj že, on je že z Devinčem. 2014 je z Devinčem, ja. In 2014 je bil že zelo visoko v skupnem točkovanju. Ja, pa je bil. 2016 je bil drugi, ne? 2016 drugi. Lan zmagal v finale Ligure, tretji skupno, hoče zmagati overall sezono, tako da vidi se mu, da je zelo predan, zelo veliko razmišlja, vse je podarjen temu, na kolesu je hiter. Bomo videli. Držim pasti, da bo vse vse. Ostanite z nami še do konca, na koncu nagradno vprašanje za knjigo z napotki za mehanike od orodja Unior. Bicycle Mechanics, Hubs, Bottom Bracket Sets and Headsets. To je prva knjiga, še ena taka prihaja. A da dobim naročnino na... Bomo mogli spet na ne, bo še enkrat prišel. Ne, še enkrat boš prišel, ne? Z drugim delom. Ker bomo zmagali svetovni pokal. Ja. Na Pink Bike je tudi padlo vprašanje zlomka v kanadski ekipi nobenega Kanačana. Ja, enostavno se je tako išlo. Ni posebenega razloga za to. Govorili smo z veliko tekmovalci in evropskimi in izven Evrope. Pretežno sicer priznam, da z evropskimi. Malo smo se bali, kako bi bilo imeti tujega tekmovalca, kaj to pomeni z vsemi leti pošiljanjem opreme, koliko to stroškov naredi. Ampak na koncu... Zdaj ga imamo. Ja, zdaj ga imamo, tako da bomo še videli.
Ampak ja, enostavno ni prišel ta prava kombinacija imena in tega, kar iščemo. Če bi v Quebecu imeli kakšnega močnega unija, bi vam ga verjetno porinili, ne? Mogoče pa tudi ne. Vem, da imajo par mladih, ki jih tudi oni podpirajo lokalno, tako sam z okvirji pa to, pa niso benga v bistvu naprej silili, ker nismo iskali samo rezultatov, ampak tudi osebnost. Moramo tudi gledati prvo, da funkcionira z ekipo, to je zelo važno vsem. Kakšni taki zelo zvezdniški so itak takoj odpadli. Tako da pač enostavno iz končnega seznama je Dakota bil tisti, ki je drugo mesto. Da Vinci v Sloveniji zelo namehkan je bil prisoten zdaj, Ja. iz Kranjske gore, iz MTB Republic. A je to kaj... Verjetno ni šel Da Vinci v to partnerstvo zato, da bi v Sloveniji kolesa prodajal. To sploh ni bilo. Zdaj se je pridružil še Špan, bo imel tudi kolesa Da Vinci. Ne vem, ali jih že imajo na zalogi ali ne. Vem, da so naročili in da so kar večinoma modelov pokrili. Z vidika Da Vincija je nasploh cela Evropa zelo zapostavljena napram Ameriki. Pač za njih je Kanada in Amerika glavni trg, ampak se pa tudi širijo v Evropi. V Italiji so blazno prisotni, imajo vrhunskega agenta, ki res dobro dela, drugje pa pač se trudijo in širijo. Sigurno računamo, da bojo tudi v Evropi, mislim v Sloveniji, povečali svoj tržni delež, zagotovo pa to ne bo tako, kot kakšni veliki brendi. Ampak ti enduro trail modeli so super. Gravel, kar zanimivi, ne? Ja, mislim, tudi mestna kolesa konec koncev je čisto zanimiva, ker so zaenkrat bolj za kanadski trg namenjena. Ampak ja, seveda, poudarek bo na All Mountain Enduro, pa električna kolesa, to je pač za njih velika stvar. Malo sva zamujala z liveom, zato ker sva gledala še Downfall Adolfa, trboveljskega Adolfa v parodiji, ki smo jo danes objavili. Poglejte si jo, če še niste. Kaj praviš na to, da Trbovci pripravljajo progo za Jureta? Super, kaj ne rečem. Najprej idejo ljudje navijati, ne? Zato ker polka bo zmagal, bo super. Neč, mislim, super so naredili, škoda, ker ni angliških podnapisov, to je vse, kar imam za komentirati. Kuki nareče angliško verzijo za Worldwide. Tako Bolj veliko naredijo za promocijo. Čeprav ne vejo ob tem, kdo je Pingo pa... Ne vejo, kdo je Pingo, ampak Žabjek pa ga pa zdaj že poznajo. Lans je naredil ime, imel je dobre rezultate. Pozim je na vseh teh glasovanjih povsem je bil gor, tako da pa je premagal tudi kakšnega po glasovanjih, ki je načeloma kakor bolj znan. Jaz držim pesti, da bo naredil rezultat. Da ni kar en. Je top 10, ne? Je top 10, ja. Mimo grede, imaš še kakšno informacijo o Unior Downhill Cupu, tudi mi še čakamo datume? Vem, da je blizu končna rešitev. Okay. Nisem pa bolj Miha to za to, če jaz bolj sprašujem, podoben kot ti. V trenutku, še ta mesec kaj, Downhill je ne še prodati. V trenutku, ko bo zadnji dajal določen, vem, da je že zelo veliko narejen, vem, da je pa še veliko, mislim, neki stvari za uskladiti. Der Untergang, dober je, ne? Še angliško verzijo za Jureta, za Worldwide. Nagradno vprašanje, ki ga bo zastavil Grega, govorite od spodaj v komentarjih in takoj povemo... A prvi, ki odgovori zmaga. Ta prvi, ki pravilno odgovori, jaz potrdim, da je to tu. Nagradno vprašanje je, katero obletnico praznuje Unijo naslednjo leto, se pravi v 2019? Pa ne dajmo ABCD. Ne gledam, da ni napisan. Hitri prsti. Za knjigo, servisno, navodila. Ne bo, a je pretežko vprašanje? Ni pretežko vprašanje. A je bilo celo v presredizu danes? Bilo. Če ste 199 let, Janez Sesnik, ne, Luka Horvat 200, ne, Robert Brodarič 8, ne, Špela Horvat 100 to, kaj je to 100 to? Ne, čakaj, Špela je napisala 100 to. Po moje se je zatipkala, mogoče pa priznamo, čakaj, to mi na vrh zdaj daje. Moram tukaj le pogledati, ker imam v ta pravem vrstnem redu, na računalniku. Špela je napisala 100 to. Jaz mislim, da ji priznamo, ker 100 to ni nič, ne.
Verjetno ni mislila Ti storiti. si žirija, je zdaj nagrado. Čestitam Špela. Bravo, Špela, pritiskati v seviški. Ne smem objaviti, kje smo, da nam ne razdrejo. Da še kdo, ki še ga meka ukradil. Čestitam. Super, hvala ti za obisk. Tudi jaz sem se zatipkal prav, Janez. Aj 1000 napisal najprej. Ja. Tega pa žirija Ja, ne lej, bo mogla nule. priznati. A ja, 199 ti napisal, ja, knop si pano, za en knop preveč levo si šel. Špela, bravo, Špela. Bo stota, ja. Lepa obletnica od 1919. Za amortizerje še niso takrat urodje delali. Za Ne, komisarske. takrat so, če se prvo vem, je bila... Kladu. Ne, prvo orodje je bila ta motika. Okej. Torej v bistvu so za trejle gradi delali. A imate motiko za okrog šotora, za Ne, kanalček imamo narediti? to kar drugo orodje, ja. Ej, super, upam, da se še vidimo letos. Se vidimo na lošenju, na peci, tako da povabilo mogoče pridite navijati. Pridite navijati čim večkrat, Lerokca. Čau. Čau. To je italijanski pozdrav. Čau tudi, se bo še kakšen MTBC live letos, no? Verjetno. Ker zmačamo svetovni pokal v koncu leta. Mogoče. Kaj pa če bi Unior sponzoriral MTBC live? Veš, koga se obrancate. Jaz sem na isti To je točki, res. jaz zapravljam njih. To je res, sam zapravljam. Hvala, čau.